Kaj pa je karma? Karma je pa zakon dejanj in posledice. A ne? Okay. Pa kako je to povezan z reinkarnacijo? Ja, koncept karme je v bistvu blizu vsem ljudem, a ne? Tudi na zahodu, to ni nekaj novega, samo izraz je modern, pa ljudje ga ne poznajo prodosto, ne? Mislim, ni modern, je starodaven, ampak za sodobno okolje je razmeroma modern. A ne? Drugač, poznamo tudi pregovore, ne? Kakor si boš poslal, tako boš spal, kar seješ, to žanješ, a ne? To vse v bistvu pomeni zakon karme. A ne? In tudi fizikalni zakon je tak, da vsako dejanje povzroči sebi nasprotno enako delovanje. Ne? In tako da to je pravzaprav zakon karme. A ne? In to je zdaj umetnost, kako delovati v tem svetu, če hočeš ali živeti srečno na tem svetu, kar se konec koncev zmeri nekako izjalovi, a ne? Ali pa zato vede, recimo Bhagavad Gita, ne, govori o 3 vrstah delovanja. O karmi, vikarmi in akarmi. In karma zdaj ima 2 pojma. En je ta splošen pojem, o katerem smo zdaj začela govoriti, ne, zakon dejanja in posledice. Ampak v tem smislu teh razdelitve na te 3 dele je karma delovanje, ki ga priporočajo sveti spisi. In to nam prinese dobro življenje na tem svetu. A ne? To nas lahko dvigne v nebesa, če se tako izrazim. A ne? Ampak ne na transcendentalno raven. Malo nižjo. Materialno raven uživanja, sreče. A ne? Po vedah so v bistvu nebesa materialni svetovi na višji subtilni ravni, ki omogočajo uživanje. Na veliko višji ravni, kot smo vajeni. Ker nas ne omejujejo grobo materialno telo in tako naprej. Ne? Ampak še zmeri pa nismo na transcendentalni ravni. Medtem ko duhovni svetovi so onkraj materije, so onkraj vseh svetov, ne? Tako subtilnih kot grobih. Ne? No in zdaj vikarma je delovanje, ki ga odsvetujejo sveti spisi in nam prinaša trpljenje. Že takoj. Recimo delovanje iz zavisti, iz sovraštva, nasilje in take stvari. To nam takoj prinaša neko trpljenje. A ne? In končno je akarma. Ta se deli na 2 dela. Akarma dobesedno pomeni nedelovanje. In tako kot ima tudi latinščina, ta predpona A pomeni, da zanikaš. Ne? Pa ta podcast ima tudi A predpono. Ja, akarma je torej nedelovanje. A ne? In nedelovanje je zdaj 2 vrst. Ena stvar je, da upustiš delovanje, ki bi ga moral storiti. A ne? Recimo, če je kdo v stiski in mu ne pomagaš, ne, kar bi bila tvoja dolžnost, je to neka vrsta akarme in spada zato pod nekako kategorijo vikarme. Se pravi, si tako odgovoren zato, da si upustil dobro dejanje, kot če bi slabo naredil. Kot če bi slabo naredil. Ne. Tudi mislim, da po državnem zakonu tako, ne, da če ti nekomu ne pomagaš, ki bi moral, ne, je kaznivo dejanje. Ne. To je se pravi ena vrsta akarme, da opustiš delovanje, ki bi ga moral storiti. In druga vrsta akarme je pa čisto nekaj tretjega, ne. Je pa transcendentalno delovanje. In to je pa delovanje z zavedanjem Boga. In to delovanje pa nima materialnih posledic. Tako karma ima materialne posledice dobre, vikarma ima materialne posledice slabe,
A-karma, ta, ki je opustitev dobrega delovanja, ima ravno tako slabe posledice. In A-karma kot transcendentalno delovanje se pa imenuje, čeprav delujemo, ampak delujemo z božansko zavestjo, s tem namenom, da bi služili Bogu, je pa nedelovanje v tem smislu, ker ne delujemo znotraj materije. Ampak in tudi ta dejanja nimajo materialnih posledic, ampak imajo duhovne posledice. Nas dvignejo na transcendentalno raven. In niti ni pomembno, kakšna je ta akcija, ker je v bistvu z tem duhom delana. Tako, ker je namenjena služenju Bogu. Ja, in zato onkraj zakonov materialne narave. To je zelo zanimiv koncept, ampak ko malo bolj spoznamo duhovno zadevo, pol to lažje razumemo. Ja. A si koga spoznal, ki bi ga ti uvrstil v to kategorijo? A-karme, tega transcendentalnega delovanja. Ja, veliko jih poznam. Aha, in kako kako zgleda to? Je tako, da svoje dejanja posvetiš Bogu, da se zavedaš, da si njegov služabnik in da delaš zanj. Čisto enostavno, ne zgleda nič posebenega. Navzven, kot so že prej govorila, je lahko videti čisto isto kot nekdo običajen človek. Ampak gre za stanje zavesti. In to stanje zavesti nas popelje na transcendentalno raven. Nas v bistvu osvobodi tega enačenja z materijo, in zato nima materialnih posledic. Za navzven jih celo lahko rečemo, da jih ima. Ampak te materialne posledice nimajo vpliva na našo zavest. Ne dobre, ne slabe. Včasih se pač tudi svetniku dogajajo na videz slabe stvari. Jezusa so križali. Kaj bi lahko bilo slabšega od tega, bi lahko rekli. Ampak se ga ne dotakne. On je recimo molil na križu, ne odpusti Bog, oče, vsem tem, ki so počeli to. Vse ne vedo, kaj delajo. In tako da duhovno prebojen človek, čeprav dela materialne stvari in se na videz dogajajo neke posledice, ki se ga dotikajo, je njegova zavest na transcendentalni ravni in se ga to v resnici ne dotakne. Je v bistvu vse namenjen temu, da mu še bolj prebuja duhovna zavest. Tako na videz dobre, kot na videz slabe posledice delovanja.